Občinski svet občine Slovenska Bistrica se je v četrtek 26. januarja sešel na drugi redni seji. Osrednjo pozornost je namenil prvi obravnavi občinskega proračuna za leto 2023. Svetniki so odlok sprejeli s 23 glasovi za in 5 proti. Svetniki so potrdili tudi povišanje cen programov vrtcev in cen komunalnih storitev na območju občine ter se seznanili z načrtovano izgradnjo nove poslovno-upravne stavbe Komunale Slovenska Bistrica. Nekako smo zasnovali objekt, kako skoncentrirati vse službe na eno lokacijo, vse zaposlene na eno lokacijo, razne enote CR-ov in nekako kako urediti bodisi za servis ustrezne prostore, za skladiščenje materialov, za različne službe, ceste, vzdrževanje cest, okolja, vodooskrbo, mehanično delavnico, kjer lahko servisiramo sami, tudi tovorna vozila za vso opremo, stroje za prizimovanje, depoje, skladišča, kjer bomo lahko dali ves ta vozni park, ki je danes v obsegu 75 enot pod neko streho, pod neke nadstreške, kjer bomo lahko tudi generirali nekaj posipnega materiala, ustrezna skladiščenja za izvajanje zimske službe, kako to področje nekako zložiti na 11.000 kvadratnih metrih zemljišč ob čistilni napravi, ob avtocesti in seveda za neko novo upravno zgradbo, kjer bi v pritličju bila namenjena servisnim storitem občanov, bilingu, obračunu, izdajo menj pogojev. Mi letno izdamo okrog 1500 menj različnih projektnih pogojev za vse občine, ne samo občine Slovenska Bistrica. Posebej za pietetno službo sprejem svojcev pokojnikom z nekim salonom, da to službo razvijamo v več občinah. Imamo površevanje za občino Konjice. Gledamo spodaj servis zaposlene z garderobami, z operativnimi vodi, nekje v prvem nadstropju pa strokovne službe, upravo, z nekaj večnamenskim tudi sejno sobo za nekaj izobraževanja. To koncentriramo na neko novo lokacijo, zdaj vizualizacija je narejena, zdaj potrebno bo pripraviti še investicijski program, s katerim se bo tudi občinski svet seznanil. Zdaj sam DIP nima vpliva na proračun, razno v delu, kjer smo nekako za ureditev dovoza, ki je občinska cesta v višini 14.000 evrov predvidevali. Zdaj rang investicije po nekako nekih stalnih cenah, decembra smo nekako do teh kalkulacij prišli. Nekaj pol milijona smo zdaj že vložili v projektno dokumentacijo in zemljišče, nekje 6,5 milijona. Želimo zgraditi tudi 400 kW fotovoltaiko na vseh teh ravnih površinah in delati contracting sharing na čistilno napravo, ker je vizavi blizu čistilna naprava Bistrica, ki ima 480 MW porabe. Pričetek investicije v letu 2023, to se pravi, čaka nas še kar nekaj dela, razpis, pogajanja z bankami o financiranju, pogajanja z izvajalci del, nekaj del želimo narediti tudi sami in nekaj konec leta 2024 tudi zaključiti s to investicijo. Občinski svet je med drugim potrdil dobitnike občinskih priznanj in nagrad za leto 2022. Naziv častni občan bo prejel Marjan Pipenbacher za vrhunske dosežke na področju projektiranja in izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni dejavnosti. Listino občine bodo podelili Stanislavu Mlakarju za večletno aktivno in zelo uspešno delo v organih občine Slovenska Bistrica, predvsem na področju izvajanja razvojnih projektov lokalne skupnosti, varnosti ter zaščite in reševanja. Priznanje občine pa bodo prejeli Planinsko društvo Slovenska Bistrica za 100. obletnico delovanja in prenašanja planinskega izročila in vrednot na bodoče rodove, Vito Dragiču za vrhunske dosežke na področju športa in aktivo kmečkih žena Črešnjevec za požrtvovalno delo članic pri ohranjanju kulturne dediščine in podob naših krajev ter 30 let delovanja.
Svetniki so ob koncu obravnavali še nekaj kadrovskih in premoženjskih zadev. Na rednem letnem občnem zboru v Čebelarskem centru na Zgornji Bistrici so se minuli petek zbrali člani Čebelarskega društva Slovenska Bistrica. Na zboru so prisluhnili tudi poročilo o delu društva v preteklem letu, ki ga je predstavil Maksimilijan Prah, predsednik Čebelarskega društva Slovenska Bistrica. Čebelarsko društvo Slovenska Bistrica se lahko ponaša z dolgoletno tradicijo, saj so že davnega leta 1924 skupina naprednih čebelarjev na občnem zboru na Češencu postavili temelje za njegovo delovanje. Danes spada med večja čebelarska društva v Sloveniji, zagotovo pa najštevilnejše društvo v Čebelarski zvezi društev Štajerske. Povezanost, sodelovanje in kolegialnost so vedno bila vodila med čebelarji in prav to želimo ohraniti in utrjevati še naprej. V letu 2022 smo uredili in zasadili z novimi rastlinami čebelarsko ušo pod medovitih rastlin. Tudi društvena trgovinica je delno zaživela, pa knjižnico smo obogatili z dodatnimi poučnimi knjigami in tudi muzeji smo dopolnili. Ne bom našteval aktivnosti, ki so se odvijale na vseh lanskih delovnih akcijah. Preko 630 delovnih ur smo vložili v Čebelarski center, da je danes takšen, kot je. Posamezniki so še aktivnejše vršili izven delovnih akcij. Izvajanje tripartitnega sporazuma med Čebelarskim društvom Slovenska Bistrica, občina Slovenska Bistrica in vzgojno-izobraževalnimi ustanovami je v lanskem letu potekalo zelo obširno, saj smo v ta namen izvedli 18 dogodkov. Kajti osveščanje predšolske in šolske mladine je ključ do ohranjanja matere narave. Prav tukaj je župan dr. Ivan Žagar, občine Slovenska Bistrica, dokazal, da se globoko zaveda, da je izobraževanje in ozaveščanje ljudi o zdravi naravi temelj za razvoj in obstanek napredne družbe. Zato še enkrat pozivam vse pristojne, da v svoje učne programe vključijo vsaj enkrat na leto obisk otrok v Čebelarskem centru, mi čebelari pa jih bomo kot do sedaj z veseljem sprejemali. V ta namen smo pripravili program, katerega smo izvajali v sezoni. V ta namen društvo spremlja tudi finančna sredstva, člani pa to izvajamo volontersko in z veseljem. Sodelovali smo na vsakoletni prireditvi Podobe bistriških domačij, katera traja 2 dni. Pripravili smo tudi medeni paviljon, ki je še popestril ponudbo. Tako so nas 9.9. obiskali otroci iz vzgojno-izobraževalnih zavodov, bilo jih je preko 260, drugi dan 10.9. smo izvedli 7. tradicionalno kuhanje medenega kotlička, sodelovalo je 8 ekip, bilo je prav pestro, veliko obiskovalcev, vse se je pojedlo, kar se je pripravilo in tako je tudi prav. Nadaljevali smo tudi dežurstvo v našem Čebelarskem centru, katero je potekalo od otvoritve vsako nedeljo od 15 do 20 ure do konca oktobra. Dežurni v letu 2022 so bili Marjan Drev, Gorazd Levart, Janez Košir, Srečko Mihalak, Octavijan Iršič, Boštjan Slanič, Franc Oder, Andrej Hudin, Borut Košič, Boris Poslek, Franc Pokrajšek, Matevž Tomašič, Martin Vrbek, Rok Cafuta, Miroslav Vrnik, Kopr Zvonko in Maksimilijan Prah. Vmes smo še sprejemali organizirane skupine na Čebelarskem centru, obiskalo pa nas je kar nekaj čebelarskih društev iz širše Slovenije. V letu 2022 smo imeli uradno registrirano zdravilno postajo, kar pomeni, da je delovala 27 zdravilnimi postajami v Sloveniji, se pravi edina, ki deluje v sklopu Čebelarskega društva. Skupino pa je vodil Boris Poslek, zraven sta še bila Matevž Tomašič in Matis Brausberger. Zdravilna postaja bo delovala tudi v letu 2023, za kar se pridobivajo vsa potrebna dovoljenja. V vzhodnem delu Slovenije so se začele zimske počitnice, ki so na smučišča privabile več smučarjev, med njimi tudi otrok. Policijska uprava Maribor ob tem znova poziva k strpnemu, varnemu in odgovornemu smučanju v skladu z mednarodnimi pravili FIS in navodili o varnosti na smučiščih. V tej zimi so samo na njihovem območju obravnavali že 4 poškodbe smučarjev s hujšimi posledicami.
Več o strpnosti in varnosti na smučiščih je v ponedeljek na Treh kraljih povedal policist smučar Tadej Čufar. Ja, na naši policijski upravi PU Maribor smo letos zabeležili 4 dogodke, to pomeni nesreče na smučišču. Od tega to pomeni obravnavamo hude telesne poškodbe, ko se zgodijo. Pri 2 primerih je šlo za otroka, pri 2 primerih pa za odraslo osebo. Kot policist v Slovenski Bistrici imamo tule smučišče, tole tukaj, kjer se zdaj nahajamo, pa prav tako en del še iz smučišča na Rogli, na Jurgovem. Prav tako je zelo pomembna varnost na smučišču. Seveda zdaj začenjamo z počitnicami. Prvo en del vzhodne Slovenije, potem zahodni del Slovenije. Povečano število smučarjev bo na smučišču. Zato je pomembno izpostaviti, da se ravnamo z vsemi FIS-ovimi pravili. 10 mednarodnih FIS pravil obstaja, katere moramo vsi smučarji in deskarji upoštevati. Seveda moramo paziti na hitrost na smučišču, na zgoščenost, smučarjev na smučišču. Seveda tudi svojim telesnim pripravljenostim, koliko smo vešči smučanja. Omeniti velja tudi, da moramo otroke do 14 let obvezno imeti čelado na glavi. Odraslim je pa to priporočljivo, saj veste, smučarska podlaga je trda in lahko pride hitro do poškodb glave. Prav tako seveda, to je še najbolj pomembno, na smučišču policisti smučarji obravnavamo, pristojnosti imamo za obravnavo alkoholiziranih smučarjev, to pomeni opravimo preizkuse alkoholiziranosti, seveda tudi preverjamo na prisotnost psihoaktivnih zdravil ali drugih prepovedanih drog. Smučarje potem tudi obravnavamo kršitve javnega reda, če se zgodijo na smučišču, in potem seveda splošne policijske naloge, skrbimo za življenje in premoženje na smučiščih. V rekreacijsko-turističnem centru Jakec Trije kralji bodo še letos bogatejši za pomembno pridobitev. Po končani smučarski sezoni 2022-2023 bodo začeli z gradnjo nove 4-sedežnice. Več o naložbi je za Studio Bistrica povedal Božo Juhart Jakec. Ja, hvala Bogu, da smo končno prišli tako daleč, da smo bili uspešni na razpisu Ministrstva za gospodarstvo v okviru projekta gorskih smučarskih središč skozi vse leto. Res je, pridobili smo po velikih naporih gradbeno dovoljenje, ki je postalo tudi pravno močno. Torej v letošnjem letu želimo in moramo zgraditi novo 4-sedežnico, kar bo izjemno velika prireditev za naš smučarski center. Hkrati pa bomo uredili tudi lokostrelski poligon, plezalno steno in pa bajk proge za kolesarje, tako da bo turistična ponudba na Treh kraljih izjemno pestra, že sedaj je, ampak potem bo pa še veliko bolj, ko bomo vse te stvari lahko pridobili in uredili. Vsi ti projekti bodo zgrajeni in morajo biti zgrajeni do meseca oktobra. Seveda, zdaj bomo pa pričeli čim prej, ko bo dopuščalo vreme in ko se na nacionalni ravni dogovorimo z okoljevarstveniki glede gnezdenja ptic in vsega drugega ostalega. Vrednost investicije za vse to, kar sem naštel, je dobrih 3 milijone 800 tisoč evrov, od tega je nepovratnih sredstev 3 milijone, ostalo so pa lastna in pa kreditna sredstva. Kapaciteta se seveda poveča skoraj za 100%, iz dobrih 700 na 1400-1500 smučarjev na uro. Še sedaj je bilo dobro vidno, da imamo velike čakalne vrste ob vstopu na smučišče, medtem ko so smučišča samevala, sedaj pa upamo, da se bo to spremenilo v nekem normalnem sorazmerju, tako da ne bo več čakalnih vrst in da bodo tudi smučišča ne bodo preveč polna. Tudi sicer v vodstvu podjetja ne skrivajo smelih načrtov za prihodnja leta. Kot ste omenili, smo bili zelo veseli in zelo pridni lansko leto, da smo uredili nogometno igrišče, travnato, visoke FIFA licence.
V načrtu pa lahko rečem, da na polovico zgrajeno sta pa že tudi druga dva igrišča, eno univerzalno, kjer bo košarka, rokomet in pa še igrišče na Mivki, tako da bo potem zadovoljeno tudi tem poletnim potrebam, ki smo jih zelo potrebovali. Ta investicija v sedanji obliki je znašala 120.000 evrov, pričakujemo pa še vsaj enkrat toliko, da bo do zgrajena tudi ostala dva igrišča. Seveda se potem veliko drugih načrtov, gradnja športne dvorane, predvsem pa na zelo mika postaviti razgledni stolp na vrhu, velikem vrhu, kajti samo takrat bo sedežnica tudi v poletnem času imela veliko potnikov, da bodo lahko pogledali to našo čudovito pokrajino tudi z 30 metrov visokega stolpa. Računamo, da bomo uspeli pridobiti gradbeno dovoljenje tudi za ta stolp, morda ne v letošnjem letu, ampak v zelo kratkem času se bo pa to verjetno tudi zgodilo. In kako so na Treh kraljih zadovoljni z dosedanjim potekom letošnje smučarske sezone? Pa kaj ne rečem, letošnje leto nam ni tako bilo, vsaj v začetku, ne naklonjeno kot lansko, ko je bila najboljša smučarska sezona do sedaj. Vendar pa temu se je treba prilagoditi, narava je narava in hvala Bogu, da narave ne moremo ukratiti. Je pa pri nas seveda toliko dobrodošlo, da smo pred leti investirali v sistem umetnega zasneževanja, v zbiralnik vode, tako da tisti par dni, tistih nekaj dni, 7 dni, koliko pač je bilo letos na voljo za izdelavo kompaktnega snega, smo izkoristili 100% in tu moram reči, da mora naši mladi ekipi, ki jo vodi moj sin Aleš, dati so priznanje, da izkoristijo pravzaprav vsako minuto, tudi ob 2-3 zjutraj, pa tudi čez 2-3 ure in zato smo mi pravzaprav smučali tudi v tej sezoni nemoteno, razen nekaj dni, ko je bila pa od juga že preveč načela smučarske proge, vendar pa 3 proge so delovale skozi vso sezono, tako da smo lahko tudi s tem zadovoljni. Zgodovinsko društvo dr. Jožeta Koropca Slovenska Bistrica je minulo sredo v knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica organiziralo predavanje z naslovom Sorodniki borcev Pohorskega bataljona kot žrtve nacističnega nasilja. Predaval je profesor zgodovine Boris Hajdinjak, direktor sinagoge Maribor. Ko pridemo do vprašanja Auschwitza, konkretno, ker je bila sicer ena skupina slovenskih Romov tudi, pravzaprav je to nekaj, kar se do zdaj sploh ni omenjeno. Ampak seveda tu ni Slovencev, ampak moram povedati, da je stvar relativno preprosta. Jaz, ko sem bil namreč prvič v arhivu v Auschwitzu in sem začel na osnovi virov delati, sem seveda zelo hitro ugotovil, da pač teh virov ne morete ločiti na romske, na judovske, slovenske, francoske, karkoli se boste spomnili, ker viri so pač enotni. In v trenutku me je presunilo to, da ne gre samo za to, da pač te ustaline zgodovine, ki so torej tam razpravljali na osnovi, česar mi se lahko potem rekonstruiramo, vsaj nekaj o tem, kaj so ti ljudje doživljali v Auschwitzu, ampak tudi, ko so ti ljudje umrli. Ne glede na kateri definiciji so prišli v Auschwitz, ne glede kaj so bili pred tem, kar so bili v Auschwitzu, so vsi imeli enaki postopek. Namreč vse so pripeljali v krematoriju, pepel so pa vrgli stran. Torej tam ni grobov, ni konkretnih spominov in mi, ko danes pridemo v Auschwitz, še vedno hodimo po pepelu teh mrtvih, ki je nerazložljivo povezan. In zato se mi je seveda v osnovi, ko sem se začel s tem ukvarjati, čeprav je bilo osnovni motiv, zakaj sem jaz prišel Judje, se nisem izognil Slovencem v Auschwitzu. Judozveza Slovenije je podelila priznanja in nagrade najboljšim judoistkam in judoistom preteklega leta. Največ točk v članski kategoriji sta si priborila Vito Dragič iz judokluba Impol in Anka Pogačnik iz judokluba Triglav Kranj. Bistričan Vito Dragic je ta laskavi naslov priboril s prvim mestom na mediteranskih igrah v kategoriji nad 100 kg in s tem dosegel tudi rezultat sezone. Zlatom se je okronal še na Evropskem pokalu v Srbiji in domačem tekmovanju Pohorski bataljon. Srebro je osvojil na svetovnem pokalu v Avstraliji in na članskem državnem prvenstvu. Bil pa je tudi udeleženec svetovnega in evropskega prvenstva.
K temu imenitnemu rezultatu Dragiča je Judo zveza Slovenije podarila še priznanje tudi članski ekipi Judo kluba Impol za prvo mesto v tej kategoriji. V 11. krogu prve A slovenske kegljaške lige so kegljačice Impola dosegle pomembno zmago. Na domačem keglišču so premagali ekipo Ljubelja, na koncu je bilo 7-1. Kegljačice Impola so zmagovalno začele drugi del prvenstva v prvi A kegljaški ligi. Prejšnji vikend so v Cerknici 6-2 ugnale domači Brest, minuli vikend pa so na domačem keglišču gladko 7-1 porazile favorizirano ekipo Ljubelja. Lahko nikoli ni, ne, ampak nekako je steklo že po prvem paru, tako da se je potem samo še plus povečeval. Na koncu smo pač zaključili, tako kot je treba, tako da 7-1 je super izkupiček. V prvem paru je na stezo za Impoljčanke stopila tudi povratnica v bistriško ekipo Maja Drevenšek, ki pa je dvoboj s tekmico tokrat izgubila. Kljub porazu pa je Drevenškova dala pozitivno energijo soigralkam, da so nadaljevale zmagovalnem ritmu. Petra Pečovnik je odpravila Urško Prelov Košir, podarila je največ keglja v domači vrsti in to 577. Lucija Kunčič, v letošnjem poteku najbolj konstantna igralka, visoko število podrtih kegljev, je tokrat podarila le 516 kegljev in kljub temu bila za 2 kegla boljša od tekmice. Ja, točno tako je zelo pomembna zmaga, samo želeli smo si, da bi zmagali danes, ker je Tržič zelo močna ekipa. Pri njih, ko smo bili, v bistvu je pač, smo imeli malo nesreče, da smo jim v bistvu izročili tudi, bom rekla, njim 2 piki, takrat, ko bi jih mogli imeti in bi danes pogledali, bom rekla, proti vrhu, ampak glede na to, zdaj v drugem delu smo štartali, zdaj že z 2 zmagama, to pomeni, da mislim, je lahko že nasprotnike malo strah, ne? Zmago je v srečanju izpisala tudi mlada Špela Kunčič, ki je podarila 536 kegljev. Barbara Jorančič je v tem srečanju za zmago podarila 555 kegljev, kar je sicer 30 manj od tekme v Cerknici, vendar potrdila, da so njene točke sestavni del zmage v podrtih kegljih impoljske ekipe. V tej tekmi so Impoljčanke skupno podarile 3275, nasprotnice pa 3152 kegljev. Seveda Ljubelj je kakovostna ekipa, tako da jih zelo dobre igralke, ampak pravim, zbrali smo se danes, dali vse od sebe, tako da še tako upam, da bo naprej. Bistriške prvoligašice so se sedaj četrtuvrščeni ekipi Ljubelja približale samo na 3 točke na prvenstveni lestvici. Že naslednji 12. krog v gosteh pri Remoplastu v Radljah pa bo lahko dal že odgovor, ali so Bistričanke dobro pripravljene za nadaljevanje prvenstvenih obračunov.